Živjo, ponovno je z vami Filmorama, edina in najboljša spletna oddaja o filmih pri nas. Tudi april nam je prinesel nekaj zanimivih novih filmov, med njimi tudi enega slovenskega. Z akcijo bo kraljeval Liam Neeson. Tako zaželeno večno mladost bomo spoznali v čudoviti podobi Blake Lively. Na filmski sceni pa se nam bo pridružil tudi eden najpopularnejših rock bandov pri nas. Hello. It's me. I just killed your boy, Sean. I just killed Danny. I had to. He was gonna shoot my son. Starejši kot je Liam Neeson, večje je povpraševanje po njegovih akcijskih filmih. Visoka postava, globok glas, močna filmska karizma so ključni razlogi, zakaj že desetletja uspešno polni kinodvorane po vsem svetu. Tokrat s filmom Nočni lov. Sean's gonna come after you, Michael. He's gonna go after your family. I'm the only one ever cared about you. Jimmy Conlan je nekdanji poklicni morilec, ki je deloval v svetu brooklynske mafije. Del nje je zdaj njegov sin, zato se mora Jimmy ponovno vrniti van, če ga želi zaščititi pred streli sina svojega nekdanjega šefa in prijatelja Seana Maguirea, ki ga igra odlični Ed Harris. And I'm gonna see how empty they are. Without your son in the world, then I'll let you die. I'm gonna do what I have to do to protect Michael. Za zaščito svoje odtujene družine ima na voljo le eno noč. Poleg mafijcev pa na tej poti srečuje še detektiva, ki ga zasleduje že 30 let. Jimmy vseeno v uspešno opravljeni misiji vidi nekakšno odrešitev za svoje grehe, ki jih je storil v preteklosti. I want people at his house. I want people at his wife's family's house. I hit the gas and I spit every rap as if it's my last. You can die in a blink of an eye. So You drink coffee, Harding? Yeah, 6 cups a day for the last 30 years. Put in a little extra sugar. Španski režiser Colesera je do sedaj posnel 6 filmov. V kar 3 je v glavni vlogi zaigral Liam Neeson, ki je sicer svoj karierni preporod doživel z akcijskim thrillerjem Taken oziroma Ugrabljena. One night. Wherever we're going, when we cross that line, we're going together. V kinih od 16. aprila. Ma'am, it says here you were born in 1908. That makes you 45 years old. That's right. Večna mladost je najbolj univerzalna, a hkrati tudi najbolj neulovljiva človeška želja. Ja, kar je zaenkrat v realnosti še nemogoče, pa je na dosegu roke vsaj umetnikom. Za predstavnico večne mladosti so izbrali priljubljeno lepotico Blake Lively, ki jo bomo lahko občudovali v filmu Brezčasna Adeline. Adeline Marie Bowman was born on January 1st, 1908. Many years later, she would begin a family of her own. On a cold winter night in 1935, Adeline's life would change forever. Adeline Bowman doživi nenavadno avtomobilsko nesrečo, po kateri se preneha starati. Tako v telesu 27-letnice preživi skoraj celotno 20. stoletje. Adeline Bowman will henceforth be immune to the ravages of time. She will never age another day. Medtem ko se svet spreminja in se vsi okoli nje starajo, Adeline ostaja ista. Vse lepo, a cena večne lepote je tudi samotno življenje in beg pred ljubeznijo, saj ve, da se ne more postarati z nikomor. You'll always be my daughter. Happy birthday, Mama. You look exactly like this old friend of mine. We were very close. Don't you miss having someone to love? It's not the same when there's no growing old together. Without that love is just heartbreak. Strast do življenja in romance se ji povrne šele, ko sreča karizmatičnega Elisa. Zaradi njega se tudi odloči končno zaživeti svoje življenje. Wait! How do we get in touch?
first time I saw you, I knew I had to meet you. I didn't know when or how, but I knew I would. Film popestrijo tudi odlični stranski igralci, kot sta Harrison Ford in Ellen Burstyn. Ženske predstavnice pa bomo gotovo opazile, da skozi film vidimo modno zgodovino celotnega prejšnjega stoletja. Od oblek, modnih dodatkov, frizur, kostumografijo za film sta prispevali tudi modni hiši Dior in Gucci. I've been running for so long. Adeline! I don't know how to stop. V kinu od 23. aprila. V kino prihaja tudi nekaj za ljubitelje slovenske glasbe. Glasbeni dokumentarec Kdo je midva, v katerem bomo spoznali, kdo so glasbeniki iz Rogatca ob Sotli, ki sestavljajo enega najbolj vročih aktivnih bendov pri nas. Ko si prej omenil, kje je ta revolt, kje je ta bes, kje je ta jeza, kje je to uporništvo? Vodo pijem, po šnopsu dišim. Podviga se je lotil režiser Rudi Uran, ki je že posnel filme o buldožerjih, Zoranu Predinu in Vladi Divjanu. Skupaj je nabral že 25 dokumentarcev. Sekreto špilam, komado sem na WC-ju naredil. Skozi jih je vina, tekla okri, edino s teboj, bil sem že, najrajši sem pa. Če se pa res ne potrebujemo, je še neko dodatna bipolarnost in neka delitev na kitaro in harmoniko. 4, 5, 6. Režiser je midvajevcem sledil na koncertih, vajah in piknikih kar dobro leto dni. Zato se je peterica v filmu predstavila iskreno, kot se pred objektivi kamere le da. Na režiserjevo prisotnost so se sicer navadili šele po 9 mesecih, a potem je nastalo nekaj zares dobrih, spontanih reakcij in prizorov brez cenzure. To niso večni. Oni so že zdaj legende. Najprej se hotel malo ponorčevati. Film se je bolj kot njihovi skoraj 20-letni zgodovini posvetil zadnjemu obdobju, tudi dogajanju ob snemanju aktualnega albuma Čista jeba, za katerega so prejeli zlato ploščo kot najbolj prodajan album v letu 2014. Upamo, da nas v prihodnosti čaka še več takšnih projektov, film Kdo je midva pa si v kinih lahko ogledate od 16. aprila. S Filmoramo smo bili tudi na otvoritvi na novo odprtega kina Bežigrad. Za premierno predstavo so si izbrali film Strelec, krvava pogodba, ki smo ga predstavili v prejšnji Filmorami. V bistvu kot sam filmoman, v bistvu mi je Šampen tak pač en gospod, ki ima eno karizmo in v tem filmu je pokazal res pač nekako v svojih stvareh, kaj zna, kako dela. V bistvu jaz sem danes prišel zaradi tega, ker podpiram tovrstne projekte, ker to je v bistvu tudi dobro za kulturo, kakor so prej omenili, bo recimo imeli tudi gledališče. Držim pesti, da jim bo dobro laufal, ker ideja je super. Z odprtjem kina Bežigrad so svoje mesto v prestolnici tako ponovno našli večji hollywoodski filmi. Ljubljančani pa so dobili novo mesto za prijetno druženje, ki nikoli ne gre iz mode. Se pa vračati ta korak nazaj, gremo vintage, monokino po svetu, se je vrnilo že, pri nas pa evo ga, počasi vračamo. Ker vas radi osrečujemo, imamo tudi tokrat za vas pripravljena darila. Podarili jih bomo za vse 3 danes predstavljene filme. In sicer za film Nočni lov, Nahrbtnik, majico, touchscreen rokavice za lažje tipkanje po ekranu in še 2 kino vstopnici. Odgovoriti morate na nagradno vprašanje, kako je ime liku Liama Neesona v tem filmu. 2 vstopnici imamo pripravljeni tudi za ljubitelje navdušujočih romantičnih zgodb. Zanima nas, pri koliko letih se je prenehala starati Adeline. Oba filma si boste lahko ogledali v novem kinu Bežigrad. Ljubitelje glasbenih dokumentarcev in skupine Mi2 pa bodo navdušile tudi 3x po 2 vstopnici za premierne oglede filma v Mariboru, Celju in Novem mestu. Odgovoriti morate na nagradno vprašanje, koliko dokumentarcev je režiser filma Kdo je midva, Rudi Uran, že posnel.
Pišite nam na darilo@filmorama.si, če niste bili dovolj pozorni, pa vse odgovore najdete v Filmorami. Film nas nedvomno popelje v druge svetove. Danes smo vam predstavili kar 3, za vsakega nekaj. Z novimi filmi bomo z vami spet kmalu, se vidimo.